Ker je od zadnje spremembe pravilnika o dodeljevanju nagrad študentom inflacija presegla 14%, so občinski svetniki na tokratni seji povišali vrednost točke, ki ne more biti presežena, iz dosedanjih 60 na 70 evrov, kar v praksi pomeni, da bodo lahko nagrade študentom tudi višje, kot so bile. Ali pa ne. Pravilnik je namreč naravnan tako, da je dejanska vrednost točke in višina nagrade odvisna od števila upravičencev. Več kot je upravičencev, manjša je vrednost točke in nagrada. In obratno. V občinskem proračunu je namreč v ta namen rezerviranih fiksnih 25.000 evrov. Spomnimo, lansko leto je bilo upravičencev 43, ker pa je bila vrednost točke določenih 60 evrov, nagrade pa so bile glede na doseženo stopnjo izobrazbe od 300 do 900 evrov, je v občinskem proračunu celo ostalo 5.000 evrov. Po skrajšanem postopku so občinski svetniki sprejeli tudi spremembo odloka o enkratni denarni nagradi za novorojence. Namesto dosedanjih 220, ta po novem znaša 270 evrov. V občinskem proračunu je v ta namen predvidenih 30.000 evrov, kar naj bi zadoščalo. Zvonka Hočevar je v imenu statutarno-pravne komisije, ki jo vodi, dala pobudo za drugačen sistem višanja nagrade. Zadnje povišanje je bilo namreč leta 2017. Ravno tako, kot je pri podražitvah ostalih stvari, je bil predlog podan v tem primeru, da bi se v bodoče tudi nagrade indeksirale sproti, da ne čakamo tako dolgo, že tako vemo, da nataliteta močno pada in morda bi bila takšna spodbuda tudi dobrodošla. Naj bo ta denarna nagrada že v osnovi bistveno višja, je bil apel tudi strani odbora za družbene dejavnosti, ki ga vodi Saša Rožič. Kako nam nataliteta tudi v Medvodah pada, ne samo v Sloveniji celotni, in da je umrljivost že večja od prirastka, bi res predlagali in smo se tudi večinoma strinjali na odboru, da bi ta znesek povišali, nekateri na 300, eni tudi na 500 evrov na vsakega novorojenega otroka. Naj pa bi to obravnavali na eni od naslednjih sej. Da gre res za simbolično nagrado, je ugotavljal tudi Ladislav Vidmar. Mi ne moramo podkupovati staršev, da je otroke delali, zaradi tega, da v nataliteta pa da jih bomo v Medvodah imeli več. In mislim, da je to prav. Je pa dejstvo, da z bistveno bolj lahko roko mi nagrade podeljujemo skladno z inflacijo, kakor dvigamo cene pri ostalih komunalnih storitvah, kjer smo pa zelo s tresočo roko te procente dvigamo. Leta 2012 je bilo do nagrade upravičeno 209 novorojencev, lansko leto pa več kot polovica manj, le 103. Zato se je Stanislav Ulanec vprašal, ali so tako velike načrtovane naložbe v šolski prostor sploh upravičene, čeprav jih podpira. Ampak v tej situaciji ne rabimo šole tako velike ali pa tega projekta, še otrok ni, koga bomo pa not vzeli. In županovo zagotovilo, da občinska uprava skrbno spremlja aplikacijo Sokol, aplikacijo za pregled šolskih okolišev. Sokol pada, tako da v tem smislu bomo tudi naprej gledali. Zagotovo, jaz sem prepričan, ko bomo začeli resne ocene dobivati investicij v šolstvo, bomo mogli dvakrat vsak evro obrniti in takrat tudi zelo natančno pogledati, kaj iz prostorskega vidika je upravičeno in kaj ni upravičeno. Tema okrog natalitete je enega od svojih epilogov dobila že na eni od naslednjih točk dnevnega reda. Mene ni spodbudila nagrada k temu, da bi imel 4 otroke, ampak zagotovo ljubezen do življenja in do njih samih. In mislim, da višja nagrada ne bo spodbudila višanja rojstev, tudi če jo damo na 1000 evrov, kakor jo imajo, mislim, v Moravskih Toplicah, če se ne motim. Ker če bi gledali na otroka skozi stroške, pač je najmanjši strošek na začetku, pol se šele začnejo. Občinski svetniki so morali namreč po letu dni sprejeti tudi med 3,5 in 5,5% višje cene programov v vrtcu Medvode. Višje tudi zaradi višjih stroškov dela, ki znašajo kar 78% celotne cene. Na ceno pa vplivajo tudi cene živil, energentov in ostalih storitev in materialov.
Po novem znaša cena programa za prvo starostno obdobje dobrih 630 evrov, za drugo starostno obdobje dobrih 447 evrov in nekaj več kot 504 evre za kombinirani oddelek in oddelek 3 do 4 letnih otrok. Kar pa še zdaleč niso najvišje cene v primerjavi s sosednjimi občinami. Naprimer Mestno občino Ljubljana, kjer je za primerjavo cena programa za prvo starostno obdobje za 100 evrov višja od medvoške in znaša 732 evrov. Res pa je, da starši plačajo v povprečju okoli 35% te cene, ostalo pa občine. Vedeti je treba, da če se cena ne oblikuje in če ni regulirana oziroma prava cena, se vsi te stroški obesijo samo na občino. In to je bilo tudi zdaj v preteklih 4 letih, ko nismo šli v zviševanje cene, mi pa poslovati moramo in je največje breme tega minusa nosila prav občina. Tako da to je. Poleg te redne dotacije oziroma dotekanja denarja nam občina plačuje še spremljevalce za otroke s posebnimi potrebami, vzgojitelje za zgodnjo obravnavo oziroma še vedno so lahko tudi letos še dodatno strokovno pomoč in pa, s čimer se lahko pohvalimo, mi imamo športnega pedagoga in pa vzgojiteljico za izvajanje angleških uric in vse to gre mimo cene staršem, tako da to plača občina posebej. Občine so že sicer dale pobudo, da bi se izračun cene programov v Sloveniji bolj poenotil. Vrtci so tudi najdražji del občine. Občine povprečno dajo med 15 in 20% svojih proračunov za financiranje predšolske vzgoje, ker je tukaj pač kompleten strošek od investicij do plač na plečih občin in hočem to reči, zelo poznajo razlike med občinami. Recimo naša občina sofinancira oziroma v tej ceni, ki jo plačamo starši, plačamo noter tudi plenice, robčke, vse. Mnoge občine plenic nimajo noter vštetih, se pravi jih starši nosijo sami. Pa nas je ta luksuz že zelo dolgo časa obstaja. 17 let. Do 15. marca še poteka razpis za vpis v vrtec Medvode. Kot veste, vsa leta, ne glede na številke sokola ali pa če bi bila kakšna druga žival, mi imamo čakalno vrsto vsako leto kar fajn dolgo in nas kar zelo boli. To mnogi med vami, tudi gospod Medved, občutijo in potem malo sprašujejo in glodajo. V tem trenutku je 120 vlog, kar nič ne pomeni še. Nič ne pomeni, razpis pa traja do 15. marca. Občinski svetniki so potrdili tudi višje cene storitve pomoč družini na domu, ki so začele veljati s 1. marcem. Upravičenci so vsi, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za bivanje doma, zaradi starosti, invalidnosti ali kronične bolezni, pa se ne morejo skrbovati ali negovati sami. Z letom 2022 je upravljanje te storitve prevzel javni zavod Sotočje in takrat je bila potrjena tudi obstoječa cena. Nova, predvsem so se povišali stroški dela, se, vsaj za uporabnike, ne bo prav veliko spremenila. Občina namreč 100% sofinancira ceno strokovne priprave in 73% cene vodenja in koordiniranja neposrednega izvajanja storitve in povezanih stroškov. Nova cena storitve je na delovnik tako za dober evro višja in znaša 26,25 evra oziroma za uporabnike le 6,22 evra na uro. Cena storitve ob nedeljah je 36,25 evra oziroma za uporabnike le 8,86 evra na uro. Ob praznikih pa je polna cena 37,45 evra oziroma za uporabnike le 9,18 evra na uro. Kar se mi zdi zelo pomembno je, da občina Medvode, ki bi bila dolžna financirati nekje 50% po zakonu, financira praktično 73%, to pomeni od cene 26, da se ne spuščam v cente, od 26 evrov uporabnik plača 6 evrov, 20 evrov plača občina v celoti in res mislim, da je ta storitev dostopna prav vsem, ki takšno pomoč potrebujemo.
Ne glede na vse cene in na vse stvari, pa se mi zdi najbolj bistveno pa to, da je odzivnost zavoda takojšnja, kar je zelo, zelo redko v Sloveniji, da bi ljudem, ki potrebujejo pomoč, tako hitro pomagali kot prav v našem zavodu, in zadovoljstvo uporabnikov, ki je resnično izjemno veliko. Gre res velika zahvala Zavodu Sotočje. Povprečno število uporabnikov se je iz 51 v času, ko to storitev upravlja Zavod Sotočje, povišalo na 79, oziroma najvišje število se je iz 79 pospelo na kar 140 uporabnikov.